Lepo pozdravljeni. Dobrodošli v že 19. oddaji Aktualna na GFML. V mesecu decembru je potekala svečana otvoritev našega dvigala za gibalno ovirane dijake naše gimnazije. Po celem letu truda, prizadevnega iskanja sponzorjev in po različnih zbiralnih akcijah smo v preteklem koledarskem letu končno dočakali ta dan, uradno otvoritev dvigala. Otvoritve so se udeležili profesorji, sponzorji ter donatorji, ki so nam na kakršenkoli način pomagali pri izgradnji dvigala. Za lep in sproščen začetek smo začeli s kulturnim programom. Med prvimi je spregovoril gospod Franci Čuš, pomočnik ravnatelja, ki je spregovoril v ravnateljevem imenu. Dvigalo, ki je na zadnji strani šolskega poslopja zraslo v nekaj mesecih, je seveda prvenstveno namenjeno sedanjim ter bodočim gibalno oviranim dijakom in gostom naše šole. Toda za njegovo postavitev je zaslužnih veliko več ljudi iz bližnje in daljne okolice, kot nas je tistih, ki smo s šolo neposredno povezani. Prav tako sta spregovorila predstavnica Rdečega križa in direktor podjetja Kone. Oba sta povedala, da je bilo lepo sodelovati z našo šolo in da vedno radi priskočijo na pomoč, predvsem, ko se gre za dobrodelnost. Spregovorila je tudi Martina Smodiš, dijakinja 2. letnika. Trenutno je edina na naši šoli, ki dvigalo nujno potrebuje. Vem, da to dvigalo ni le moje, ampak je od vseh tistih dijakov ali pa tudi profesorjev morda, ki bodo nekoč prišli na to šolo in bo tako njihovo bivanje zelo lažje in bolj prijetno. V tem trenutku bi se rada zahvalila še enkrat ravnatelju, profesorskemu kolektivu, ki je izkazal neverjetno potrpežljivost, vsem sošolcem za nesebično pomoč in vsem donatorjem, ki so na kakršenkoli način pomagali, da danes stojimo tukaj in slavimo ta neverjeten trenutek. Hvala vsem še enkrat. Sledil je končni del otvoritve, kjer smo vsem prisotni pokazali dvigalo. Martina je tudi demonstrirala njegovo uporabo ter sledila je majhna pogostitev v jedilnici. Veseli december je čaroben, prazničen čas. Tudi na naši gimnaziji smo si ga pričarali. December je mesec, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Ne le, da nas takrat obiščajo 3 dobri možje, v tem prazničnem mesecu je polno zanimivih aktivnosti. Nas dijake je v začetku decembra obiskal Miklavž. Prinesel nam je priročno zložljivo plastenko za vodo z novim logotipom naše gimnazije. No, zadnji šolski dan preteklega leta pa smo dijaki preživeli nekoliko drugače. Prvi 2 uri smo imeli pouk, slednjega smo si prilagodili na temo Božiča. Nato je v dvorani Šic potekala proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Po končani proslavi smo imeli razredno uro, razporedili smo se po učilnicah in se veselili ob glasbi, petju in plesu. Nekateri razredi so se gledali razne filme, eni so se šli različne igre, spet drugi pa so se samo pogovarjali. Potekalo pa je tudi razredno obdarovanje. Za konec pa smo rajali in se veselili po hodnikih naše gimnazije. Nasmejanih obrazov smo se odpravili proti domu z mislijo, da se zopet vidimo v novem letu 2013. Lonček Kuhaj je gledališka predstava ene izmed 3 skupin dijakov 3. VA razreda, ki so jo sami ustvarili pri predmetu Ustvarjamo za otroke. Igrica je nastala na podlagi istoimenske pravljice, ki jo je napisal Primož Suhodolčan. Pripoveduje o majhnem lončku, ki se je hotel kljub posmehovanju starega lonca naučiti kuhati. Čeprav se je lonček med kuhanjem srečal z nogavicami, spodnjicami, copati in nazadnje zelenjavo, sta skupaj s kuharjem pripravila odlično večerjo za starša. Predstava Lonček Kuhaj je bila premierno predstavljena v sredo 19. decembra 2012 na prireditvi za otroka v Murski Soboti. Kadar kuha lonec, 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 takrat ni pravice nikoli konec. Nadeni nasmeh si na obraz, v mislih imej, da kuhat znaš, saj kuhati sploh ni težko, nadeni kapo, zdaj si na glavo, dal sem kapo, zdaj si na glavo, a meni vseeno je težko, potrudil se bom na vse moči, postavil
ti. Asaka! Naslednji nastop je bil še naslednji dan na naši šoli, ko so otroci profesorjev čakali Božička. Ker Božička kar dolgo ni bilo, sta nam čas skrajšali še Anja in Nuša s igranjem flavte. Na oder so priskakljale žabe, ki so odplesale na pesem Žabe svatbo so imele. Božička pa še vedno ni bilo. Zbrane je razveselil Jelenček Rudolf in skupaj s prijatelji zaplesal na že znano, a malce spremenjeno melodijo pesmi Jelenček Rudolf. Proti koncu se je Jelenčku vendarle pridružil Božiček, s katerim so zaplesali še otroci. Obdarovanju so sledile ustvarjalne delavnice, ki smo jih prav tako pripravili dijaki 3. VA. S pomočjo dlani in stopal smo ustvarjali Božička in Jelenčke. Otroci niso bili niti malo sramežljivi in so brez težav rekli kakšno besedo ali dve in zapeli pesmico tudi pred kamero. Ja, delali smo Jelenčke pa Božičke. Jelenčke so delali tako, da so odbrisali svojo nogo za pa roke. Pa še kaj smo naredili? Je pa Rudolf, twinkle, little our wonder round you are, above the world away, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, our wonder what you are. V petek, 21. decembra, na zadnji šolski dan v koledarskem letu 2012, smo na naši šoli priredili proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Nagovoril nas je tudi gospod ravnatelj, kot slavnostnega govornika pa smo medse povabili dr. Darka Ščavničarja. Po bolj uradnem delu proslave pa smo se sprostili o božičnih melodijah šolskega benda, recitacijah dijakov in prijetnih harmonijah pevskega zbora. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Oh, well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas. I ripped it up and sang it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Proslava je bila sproščujoč zaključek koledarskega leta, s čimer se je strinjal tudi dr. Ščavničar. Bil sem prijetno presenečen, ker že dolgo nisem videl toliko energije in tega pozitivnega naboja v bi rekel, relativno malem prostoru. Krasno. Nadalje pa nam je zaupal še svoje misli o trenutno pereči problematiki narodnostne enotnosti ter želje za novo koledarsko leto 2013. Če pogledamo nazaj skozi zgodovino oziroma v zgodovino, bomo videli, da imamo veliko velikih Slovencev in če enega od teh, kot sem ga danes že omenil, generala Maistra, si ga vzamemo za vzor, nam bo v bodočnosti lepše in prijetnejše.
Želim si, da bi bilo, tako smo že prej govorili, o enotnosti, več enotnosti med politiki in tudi med, bi rekel temu, v navednicah med navadnimi ljudmi. Oglejmo še si ostale novice z naše gimnazije. Četrtek, 29. novembra, se je v nakupovalnem centru Maximus odvijal že 16. festival Izum. Na tej prireditvi so se predstavljale pomurske in druge slovenske šole. Med njimi je bila tudi naša gimnazija, ki je pripravila zanimivo predstavitev šole. Tudi Fakulteta za elektrotehniko je pripravila zanimivo predstavitev na temo snemanja in ustvarjanja videa, katere smo se udeležili dijaki naše šole. Pokazali so nam različne trike, ki se uporabljajo pri snemanju oddaj, ter nas naučili nekaj novih izrazov v multimedijskem žargonu. Prav tako so nam dali možnost, da se preizkusimo v napovedovanju vremena in poročil ter kot modeli pri snemanju intervjuja. Dijaki smo se na delavnicah Izuma zelo zabavali in se naučili veliko novega, veselimo pa se že 17. Izuma prihodnje leto. V predbožičnem času so nas na šoli obiskali tudi člani nacionalne invalidske organizacije Sonček, Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, ki že vse od leta 1983 pomaga obolelim za cerebralno paralizo ter prezgodaj rojenim otrokom. Zveza Sonček se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne značilnosti ali omejenosti, ter si prizadeva ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo drugačnost telesnih in intelektualnih sposobnosti sprejemalo brez vrednostnih predznakov. Tokrat so pri nas predstavili svoje lastne izdelke ter jih prodajali po simboličnih cenah. Njihov obisk je sam po sebi prinesel dodatni nasmeh in toplino v naše prostore, že z najmanjšim nakupom pa smo lahko pomagali društvu pri uveljavljanju temeljnih človeških vrednot ter standardov. Letos mineva 100-letnica rojstva Ferda Godine, zato v ta namen poteka obilica prireditev. V četrtek, 6. decembra, je na Golarjevi domačiji potekala prireditev v spomin Ferda Godine. Predaval je Franci Just, ki nam je na zelo zanimiv način predstavil njegovo življenje in dela. Program so popestrili recitatorji literarnega krožka naše gimnazije in pa skupina pod vodstvom Davida Duha z imenom Pomurski dečki. Med 4. in 10. decembrom je v Kranjski Gori potekal prvi mednarodni dogodek projekta Discuss, Understand, Change Environment. Seminarja se je udeležilo 50 debaterjev ter 10 mentorjev. Glavna tema je bila okolje. Debatirali so o tem, kako varovati okolje in skrbeti zanj, da bo varno še za veliko generacij za nami. Prvi 3 dnevi so bili namenjeni izobraževanju. Vsak dan so se odvijale 3 predavanja o okolju. Naslednje 3 dni so udeleženci debatirali in izvedli mini debatni turnir. Velja omeniti, da so bili udeleženci tudi iz Kitajske, Tajske in iz Litve že študenti. Iz Slovenije jih je bilo 10 in vsi so bili dijaki. Našo šolo na dogodku zastopa Urh Lukman. Končno smo tudi mi dijaki 3. VA razreda videli predbožični Dunaj. V hiši glasbe smo se vsi mi mali glasbeniki prepustili zvokom, ki so nas spremljali na vsakem koraku. Imeli smo se priložnost preizkusiti kot dirigenti, udarjati po bobnu, ki je bil večji od nas, in se sprostiti ob igranju na klavir ene izmed naših dijakinj. Nato smo si ogledali nekatere mestne znamenitosti, kot so Schönbrunn, Hofburg in Štefanova cerkev. Pot nas je vodila do naravoslovnega muzeja, kjer smo si ogledali na stotine drugačnih živali, najrazličnejših kamenov in okostja. V cerkvi svetega Petra smo si ogledali razstavo jaslic. Strpno smo pričakovali ogled otroških delavnic v mestni hiši, ampak to veselje se je za mnoge kaj kmalu končalo. Zaradi prevelike gneče v mestni hiši smo si delavnice lahko ogledali le 4 dijakinje. In moram priznati, da je bilo res čudovito. Že takoj ob vstopu sem začutila to predpraznično vzdušje, vonj po piškotih, okrašene smrečice, otroški smeh in klepet odraslih. Ekskursijo na Dunaj smo zaključili s potepanjem po božičnem sejmu, s občudovanjem oblaženih stolnic in segrevanjem z vročim čajem.
V četrtek, 29. novembra, smo se udeležili 18. letne konference Pomurskega društva za kakovost, ki je potekala v Murski Soboti. Konferenca je nosila naslov Odličnost in razvoj regije. V uvodnem delu so bile podeljene nagrade Pomurske obrtne zbornice za inovativnost, ki so jih prejela pomurska podjetja. Pomurskim šolam pa so bile podeljene nagrade Študentsko-podjetniškega in inovacijsko-raziskovalnega centra. Sledile so predstavitve strokovnih referatov. Eden izmed predavateljev je bil tudi ravnatelj GFML Zvonko Kustec, ki je predstavil referat na temo Dijaki GFML kot potencial regije. Ravnatelj je predstavil značilnosti šole, po katerih smo najbolj prepoznavni. Zelo dober končni učni uspeh, izjemen uspeh dijakov na maturi, udeležba na olimpijadah, sodobna učna tehnologija, velik vpis. Poudaril je tudi, da se dijaki večinoma vpisujejo na naravoslovne in tehniške fakultete in da iz GFML izhaja veliko doktorjev znanosti, ki na šoli predavajo enkrat mesečno v sklopu projekta Znanost ima mlade. Naša tokratnja gostja v okviru projekta Znanost ima mlade je bila dr. Maša Serec, seveda bivša ljutomerska gimnazijka, sedaj uspešna znanstvenica, ki se trenutno ukvarja s svetovalnim delom. Maša Serec je po diplomi iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani nadaljevala doktorski študij biomedicine, smer socialna medicina na Medicinski fakulteti in ga leta 2012 uspešno zaključila z dizertacijo na temo Sindrom izgorevanja pri pripadnikih Slovenske vojske. Na socialno medicino je vodila predvsem želja ukvarjati se z medicino in jo povezovati s psihologijo. Ker pa sam študij medicine traja zelo dolgo, je bil torej podiplomec med drugim tudi časovna rešitev za sledenje svojim željam. Na podiplomskem študiju se je ukvarjala predvsem s preučevanjem in spremljanjem zdravljenja bolnikov z depresijo, strategij spoprijemanja s stresom, ki so povezane z zdravljenjem in izgorelostjo, s preučevanjem telesnega in duševnega zdravja otrok in mladostnikov staršev alkoholikov, ter tako delala z odraslimi in otroki. Stres je seveda zelo aktualna tema, zato se je usmerila predvsem vanjo. Vzrokov za doživljanje stresa je seveda nešteto, velja pa omeniti, da se že uradno uvršča med sodobne bolezni in njegove posledice niso zanemarljive. Dr. Serečeva opozarja predvsem na to, da se ga morajo zavedati tako zaposleni kot njihovi delodajalci. V njeni biografiji pa ne nazadnje najdemo tudi zanimive naslove, kot so Več kot polovica Slovencev pije preveč ali pa Slovenci pijemo veliko preveč alkohola. In odgovor strokovnjakinje: Slovenci smo v samem vrhu po porabi alkohola, v samem vrhu Evrope. Prav tako raziskave kažejo, da nas več kot 50% Slovencev dejansko pije že škodljivo. Ne? To ne pomeni, da smo alkoholiki, ampak pač pijemo tako, da bi znale biti posledice našega pitja za nas in našo okolico negativne. Alkoholikov je približno 10% celotne populacije, to je veliko. Abstinentov je pa zelo malo. Ne. Skratka, mogoče bi tukaj še zdaj sam povedala, da so stališča ljudi, kar se tiče sprejemljive mere pitja, drugačna od priporočil strokovnjakov. Ne. Ta priporočila so res da stroga, ampak nekako držijo. Ne. Razvili so jih Avstralci, ki imajo daleč najbolj izpiljene preventivne programe. In skratka, ta priporočila so takšna, da moški naj ne bi spili več kot 2 merici alkohola na dan. Ena merica alkohola je deci vina, pol steklenice piva ali pa eno šilce žganja. Za ženske je doza še manjša, ker smo nekako bolj občutljive zaradi svoje biologije na alkohol in znaša 1 merico na dan. Seveda pa so posebne priložnosti, zabave, ko pač se lahko spije malo več, vendar za moške to pomeni, da ne več kot 5 meric, za ženske pa ne več kot 3 merice. Tako da, če se tega držimo, se lahko nadejamo, da nam alkohol dolgoročno v nobenem pač smislu ne bo škodil. Če pa to malo kršimo, pa znajo biti kakšne posledice. Če ne že na nas, pa mogoče tudi na naše svojce ali pa, ne vem, malo spiješ, pa se ti zgodi kakšna nesreča, pa koga poškoduješ. Skratka, se ne splača. Na koncu pa kratko sporočilo vsem, ki še gulijo klopi na GFML.
Ja, jaz sem prepričana, da dijaki slišijo veliko modrosti na svetu in prepovedi omejitev od staršev in profesorjev in ostalih odgovornih odraslih ljudi. Tako da s tem ne bom preveč solila pameti, ker sem prepričana, da pač tega je dovolj, pa tudi čez 5 let bojo ugotovili, da so vsi ti odrasli imeli prav. Tako da bi jaz sam povedala mladim, da naj se ne bojijo sanjati, da naj svoje sanje najdejo nekje globoko v svojem srcu, sledijo pogumno v življenje tem sanjam, naj se ne pustijo nikomur prepričati, da so zakaj nesposobni, nezmožni, premalo pametni, premalo požrtvovalni, karkoli, naj kar pogumno v življenje gredo iz te gimnazije, ki je bila verjetno dobra osnova za vse nadaljne uspehe. Oglejmo še intervju z našim profesorjem dr. Miranom Puconjo. Na lanskem Murkovanju, prireditvi, ki jo je organiziralo Slovensko etnološko društvo, so bile podeljene Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine za leto 2012. Med prejemniki Murkovih priznanj je bil tudi dr. Miran Puconja, profesor slovenščine in filozofije na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, doktor etnoloških znanosti, ki se ukvarja z identiteto panonskega človeka, z raziskovanjem in vrednotenjem slovenske književnosti ter s književnostjo ostalih slovanskih narodov. Kaj vam pomeni Murkovo priznanje? Torej, vsekakor mi Murkovo priznanje pomeni precej, oziroma kar veliko. Namreč, če izhajam iz Murkove vloge in njegovega poslanstva, potem ocenjujem najprej seveda, na kaj se navezuje ta nagrada. Murk je bil veliki slovanski filolog, eden tem trikotniku med Miklošičem, samim sabo in Vatroslavom Jagičem, torej Varaždincem. In je bil profesor v Gradcu, na Dunaju, Pragi in Lipskem. In kot tak je bil torej zelo širokega formata, se pravi filolog v starem pomenu besede, ker je namreč vključeval filologijo, on izrazito slovansko filologijo, potem pa tudi literaturo in etnografijo, kot so to takrat rekli, danes rečemo temu etnologija. No, in on je tudi začetnik moderne etnologije, namreč ob priložnosti razstave, etnološke razstave na Pragi, torej praške etnološke razstave, je on nakazal horizonte bodoče slovenske etnologije, ko je iz proučevanja zgolj predmetov že nakazoval proučevanje tudi ljudi. Tako da tudi sam nekje izhajam iz tega korena, filozofija, slovanska filologija bi tudi rekel, in me potem pot vodila preko tega študija direktno v etnologijo. Tako na kratko, kakšen je kmet na cvenu ali cvenski kmet? Takole moramo reči, torej v središču raziskave oziroma pozornosti raziskave, za katero sem dobil torej to nagrado, je bila kmečka kultura. Sploh slovenska kmečka kultura, potem pa je bil vržen fokus na panonsko kulturo in potem še bolj konkreten zaradi metode na neko območje, to pa je bil meni najbližji kraj Cven. Kmet na Cvenu je takšen kot povprečju vsak ostali slovenski kmet, ostali srednjeevropski kmet, ima pa določene specifičnosti, saj je določen torej z geografsko, zgodovinsko določenostjo, potem pa tudi s posebno ekonomsko določenostjo, tu je namreč Mursko polje zelo dobra zemlja, ki sodi v sam vrh kvalitete slovenske merilo, in kot taki so bili cvenski kmetje zmeraj precej imoviti, zaradi tega pa tudi v intelektualnem pomenu besede, jaz bi rekel nadpovprečni. Trgovske poti, ki so vodile tu v ostale evropske kraje, so dale odprto možnost za neko razvojno nadgradnjo, tako da je ta človek bil zmeraj inovator in je bil v samem vrhu razvoja takratne štajerske, takratne slovenske štajerske v okviru Avstro-Ogrske monarhije. Odkot pa izvira vso to navdušenje nad etnologijo? To navdušenje ima menda en sam koren, neko težnost po spoznanju. Najprej po spoznanju samega sebe, potem po spoznanju okolja, potem po spoznanju tega, kar smo, za kar se imamo. In jaz bi rekel, da je torej prvotno navdušenje kar filozofskega porekla. Tisto konkretno vprašanje, kaj je grška bit, tisto, kaj je naše
spoznanja, zakaj je to tako, kot je, zakaj mora biti to tako, kot je in zakaj morda nekaj lahko tudi drugačno, kot je. Poleg izjemnega znanstvenega prizadevanja pa ste vendarle ostali zvesti gimnaziji Franca Miklošiča. Kako to? Takole, lahko bi me tudi vprašali, zakaj recimo nisem odšel potem, ko sem torej naredil te akademske nadgradnje. Jaz bi takole odgovoril, jaz sem odšel že enkrat in to iz Ljubljane. Zakaj bi se potem sedaj recimo vrnil v neki center? To bi bilo takole, veste, kot če bi vrbo, ki rase ob Muri, izruvali in jo posadili v alpski svet. Se pravi, ne bi bila plodna. Ne? Tako je tudi pri meni. Drugače pa na gimnaziji se počutim dobro, to je ta svet, o katerem govorim, to je svet, ki me nekako navdihuje, svet, ki me je navrgel, svet, ki ga imam rad in ki ga ne bi torej zapustil. Kaj pa vam je ostalo najbolj v spominu? Jaz vidim, šolo mi je ostalo spomino predvsem tole, da sem se lahko konkretno pri filozofiji včasih tudi kaj pogovoril več, kot je zahtevala ta atmosfera zgolj srednješolskega pouka in da smo potem ostali v stiku, da smo ostali celo prijatelji in da smo še danes prijatelji. Vam je bilo morda kdaj žal, da ste postali ravno učitelj? Ni mi bilo žal, če sem pa čisto odkrit, včasih v učiteljskem poklicu vidim tudi neko oviro. Meni je res tista težnja po raziskovanju, po delu inovacij, po prodiranju v drugačnost, neko novo. In včasih seveda tu čutim določeno oviro. Mi bi rekli, da gre za čas, v katerega vlagam zgolj za reprodukcijo znanja, ne? Da bi recimo v tem času lahko torej marsikaj raziskal, marsikaj proučil in žal mi ni, namreč ker me mladina zmeraj motivira in včasih mislim tudi, da doživljam prav na šoli neko večno pomlad. Kako se pa počutite med dijaki? To pa moram reči, da zelo dobro. Med dijaki se počutim zelo dobro, se ravno pravim, da je to nekako vir pomlajevanja. Ne? To je vir zmeraj novih presenečenj, to je vir zmeraj novih izzivov, potem pa predvsem tole, da če ne bi torej bil učitelj, ne bi nikoli razumel današnje mladine in nekdo, ki nima stika z mladino, ne še tako mlad jih tudi ne razume. Kaj bi na koncu sporočili dijakom? Imate morda na zalogi kakšno popotnico? Imam to popotnico, naj bodo tako zagnani pa in ambiciozni kot so, torej jih zelo cenim, dobivamo iz Prekmurja, dobivamo jih proti Ptuju, potem nekaj tudi rahlo iz hrvaškega teritorija in to me seveda zelo razveseljuje, da smo tako rekoč tudi že internacionalni in to zagnanost, to ambicijo, s katero polnijo to atmosfero, naj nadaljujejo. To je bilo za ta mesec vse. Več pa si lahko ogledate na naši spletni strani. Nasvidenje!